Hvala. Ja, lep dober dan, tudi v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice in seveda kot prvo Kmetijsko-gozdarska zbornica podpira idejo o nacionalni platformi za Slovenijo brez zavrženja hrane. Mislim, da sta predgovornika, gospod poslanec in pa profesor izredno dobro predstavlja celovito sliko, kje se vidi kmetijstvo v tej vlogi. Kot prvo moram povedati, da se je kmetijstvo skozi obdobje je postavilo povsem drugačno luč, kot je bilo v preteklosti. Včasih, ko je vsak za sebe prideloval hrano, vsaka družina je ravnala samo skrbno, vsi so bili proizvajalci, imeli so neposreden stik, neposreden odnos do svoje hrane, do tistega, kar so predelali. In predelali so to, kot so rabili, oziroma predelali so to, kot zmogli, potrošili pa to, kot so predelali. Danes je situacija povsem drugačna. Danes en posameznik predela za 500 gospodinstv ali pa za 10.000 gospodinstv hrano in se seveda povsem drugače kot primarna pridelava znajde. Drugo, kar se je precej spremenilo, profesor je v imenu reklame, spremenile so se potrošniške navade in hrana je postala potrošniško blago, tako kot karkoli drugega. In seveda pričakovanja, kaj je tisto pravo, kar potrošnik pričakuje, so se spremenila. Kako mora izgledati tipični paradižnik, tipično jabolko, kako mora izgledati nek proizvod, so se merila povsem spremenila v neke uniformirane oblike, ki jih zagovarja neka masovna proizvodnja. Tretji vidik, ki ga je treba upoštevati, je vidik javnega zdravja, kar je povsem logično. Vendar masovna proizvodnja hrane za sabo potegne drugačne logistične prodajne proizvodne poti in to neposredno seveda vpliva tudi na same proizvode. Gre za to, da na izdelkih, ki potujejo na dolge poti, morajo biti varnostni roki, vendar je zdravje prebivalstva na prvem mestu, imamo roke porabe izdelkov in tako naprej z varnostnimi mehanizmi in pa minimalnimi tveganji za kakršnekoli nesrečne ali pa neželene dogodke. Zdaj, kaj pravzaprav lahko je odgovor na to? Mislim, da je en bistvenih odgovorov na to je seveda lokalna pridelava in potrošnja. Vendarle v lokalno proizvodnji, v tej verigi kratki, v tem mehanizmu sta tako proizvajalec kot potrošnik vendarle toliko blizu, da se del tiste prvotnega odnosa med hrano in pa potrošnjo veliko bolje da odraziti, kot pa v neki masovni proizvodnji, ki potuje kilometre daleč. Drugo, kar je bilo že seveda povedano in tudi proizvajalcem bo veliko pomoč, je ozaveščanje o tem, da uniformirani predelki niso nek cilj na dolgi rok, ampak da je hrana, ki ima mogoče tudi drugačen izgled, lahko kakovostna, še bolj. Naslednje pomembno področje je, ki ga moramo seveda osvojiti tudi na kmetijstvu, da zmanjšamo tveganja, ki nastanejo znotraj ravnanja, se pravi, da se ustrezno organiziramo, da imamo ustrezno količino predelane hrane, da so v celotni verigi znotraj pridelave stvari čim bolj racionalno urejene, da so proizvajalci povezani, da proizvodnja gre v korak s potrošnjo. In seveda pomembno vprašanje zmanjšanja izgub v procesu pridelave. Izgube so na njivi že zaradi neugodnih vremenskih pogojev, naravnih nesreč, bolezni, škodljivcev. To so stvari, ki jim mora biti tehnologija kmetijske pridelave vedno bolj kos in tudi strokovne službe morajo seveda opraviti svojo nalogo in na tem, zato je eden od pomembnih aktivnosti, ki jih tudi sicer izvajamo. Izgube nastanejo med skladiščenjem, dodelavo za trg, kar pomeni, da je treba opozarjati na tehnologije, ko gre na primer za pobiranje v neprimerni tehnološki zrelosti, ko gre za vprašanje netipičnega videza izdelkov, neustreznih velikosti,
kjer mora tudi kmetijstvo samo urediti ta vprašanja znotraj, kaj so tisti pravi kakovostni parametri, ravnanje na prodajnem mestu in tudi ravnanje kupca do dobaviteljev. Da se ne dogaja to, da se pač določeno blago naroči, vendar ker se drugje dobi ceneje, se zavrne dobavitelja in se potem zgodi, da 2 hektara motovilca zaorjemo zaradi tega, ker ga je pač dobil ceneje tisti trenutek nekje v Italiji ali pa kje drugje. Prav gre za ravnanje tudi v celotni agroživilski verigi in pa poštena razmerja v celotni verigi. Torej, čaka nas tudi na področju kmetijstva dovolj dela, da svoje delo opravimo, računamo pa seveda tudi na to, da bo potrošnik javen in da bo seveda v prvi vrsti prisegal na lokalno predelano hrano. Hvala. Najlepša hvala, gospod.